Spet eno lepo, čudovito jutro. No, danes bomo pa povedali nekaj o figi. Figa je predvsem znana kot, bom rekla, najstarejše drevo in je najbolj znana po svojih sadežih, sladkih figah, ki vsebujejo zelo veliko aminokislin, vitaminov, je sadež, ki vsebuje največ kalcija, nekako s tem tudi pomaga pri naši prebavi. Marsikdo jo uporablja za težave z zaprtjem, so zelo učinkovite, tako sveže kot suhe. Je pa zelo sladek sadež, zato nekako se sladkornim bolnikom oziroma tistim, ki imajo težave s sladkorjem, ne priporočajo v velikih količinah. So pa zato zelo učinkoviti listi. Tudi listi so zdravilni, seveda, če rastlina ni tretirana s kakšnimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Torej, liste lahko nabiramo, jih posušimo in jih uporabljamo kot čaj. Zelo dobro pomagajo pri težavah s sladkorjem, saj ga znižujejo oziroma ga lepo uravnavajo. Imajo tudi v sebi to moč, da delujejo na naše telo čistilno in pa krepilno. Torej, nekako pomagajo čistiti kri in pa uravnavajo holesterol v krvi. Torej, naše fige niso samo za sadeže, ampak lahko uporabljamo tudi figove liste. Mogoče niste vedeli, ampak figove liste lahko namočite tudi na alkohol, tako da jih pač namočite za, 3 tedne, date figove liste iz alkohola stran, pa spet v isto tekočino, v isti alkohol spet namakate nekje figove liste, spet nekje 3 tedne in to ponavljate postopek mogoče 2 meseca, 3 in tako dobite parfum. Dobesedno parfum. Čaj pa si lahko pripravite iz poparka figovih listov in sicer tako, da pač namočite figove posušene liste za 15 minut, pijete 1 do 2, 3 skodelice na dan in tako boste poskrbeli za svoje zdravje. Tako, pa lep dan še naprej.